Skupina znanstvenikov iz Slovenije in iz Škotske je pod vašim vodstvom, profesor dr. Simon Horvat, odkrila nov gen, imenovan TST, tiosulfat sulfur transferaza, ki deluje pri obrambi pred razvojem debelosti in sladkorne bolezni tipa 2. Gen lahko poimenujemo tudi kot gen za vitkost, kar je v najširši javnosti tudi vzbudilo veliko zanimanja. Kaj je vas znanstvenike vodilo, da ste začeli sploh iskati omenjeni gen? Hvala za vprašanje. Ja, v bistvu prav ta gen TST eksplicitno nismo iskali. Nas je zanimala genetsko ozadje, kompleksne lastnosti, kot je nalaganje maščevja, debelost in vitkost. In v bistvu narava genetskih raziskav je taka, da začnemo z nekim fenotipom, recimo v našem primeru so bile to ekstremno debele in vitke miši in zanimalo nas je, kaj je v bistvu v ozadju, kaj je genetskega različno med tem dvema linijama, ki bi lahko povzročilo oziroma razložilo del razlike v procentu telesnega maščevja. In narava genetskega pristopa je taka, da v bistvu z nekimi načrtnimi križanji najprej poskušamo ugotoviti, kateri deli genoma so tisti, ki se najbolj recimo razlikujejo med, v konkretnem primeru med debelo in vitko linijo in prispevajo en del k tej razliki. No in na ta način smo prišli do enega odseka na mišem kromosomu 15, ki je imel zelo velik statistični signal. In tam v tem odseku noter smo potem z nadaljnjimi raziskavami odkrili, da je TST tisti ključni, mi ga imenujemo vzročni gen, ki je bil odgovoren za to fenotipsko razliko, ki smo jo v genetskih analizah detektirali. Poglejte, skoraj ves svet se spopada s problemom debelosti. Tu gre za humano, govorimo o humanem populaciji. Nekateri govorijo sploh o sindromu preobilja. Kako pa vi na osnovi poznavanja in delovanja genetskih vplivov definirate ta problem? Ja, govorijo, tako kot ste rekli, o sindromu preobilja ali pa pojavljajo se termini kot epidemija debelosti, globelost celo, kar je v bistvu pojav zadnjih 50-100 let. Torej, genetiki vendarle gledamo evolucijsko na pojav nekaj takega v daljšem časovnem obdobju. Tako da genetsko se pravzaprav v zadnjih 50-100 letih nismo mogli tako spremeniti. Kar se je spremenilo okolje. Nekako bi rekel, od industrijske revolucije naprej je večina populacije bolj redno prehrano imela, kalorije so se pravzaprav po finančni plati v bistvu so cenejše ratale. In če gledamo še v industrijski evoluciji, recimo v Veliki Britaniji, vem, da so eni podatki, takrat je bila življenjska doba 30 do 40 let, višina, mislim, moških je okrog 165 cm, danes so moški 10-15 cm višji, življenjska doba se je izredno povečala, tako da to sigurno lahko pripišemo temu dostopu do kalorij, do rednega prehranjevanja. Medtem ko če gledamo našo evolucijsko pot, ne vem koliko želimo let nazaj, lahko gremo 100 000 let do ali pa 2 milijona ali pa 7 milijonov let do naših res teh prvih prednikov, so pa živeli v popolnoma drugačnem okolju. Torej, geni so se morali, ne rečemo prilagoditi, ampak selekcija, naravna selekcija je odbirala take gene, ki so v tistem okolju zagotovili, da je recimo tisti osebek prišel do pubertete in imel otroke in te gene dal v naslednjo generacijo. Torej, govorimo o nekem okolju, kjer je bilo prehranjevanje neredno, kjer so bilo obdobje lakote vmes daljša in ena teorija varčnih genov Jamesa Neala iz 62 let to pojasnjuje prav na ta način, da se je v tem zelo dolgem evolucijskem obdobju
v bistvu so bili favorizirani geni, ki so zelo učinkoviti takrat, ko je hrana na voljo, torej pri skladiščenju odvečnih kalorij v maščevje, kot zalogo za tiste obdobja, potem, ko redne prehrane ni bilo. Zdaj, v 50. stoletjih, če rečeva, se je pa populacija soočila s popolnoma drugim okoljem, ne samo s preobiljem hrane, tudi precej nižjo fizično aktivnostjo. Če se predstavlja tudi eno iskanje hrane, je bila fizična aktivnost. Ljudje niso bili takrat tako oblečeni, to zapravo tudi izgube toplote so bile večje, tako da poraba energije se je tudi bistveno zmanjšala. Tako da oba ta faktorja sta skupaj prišla in v genetiki rečemo, da je prišlo do enega statističnega učinka interakcije med geni in okolje. To se pravi, če ima večina populacije te tako imenovane varčne gene, kot naša dediščina preživetja, da tako rečem, v tem popolnoma drugem okolju to ni kompatibilno. V tem okolju pač te geni delujejo enako kot prej in v bistvu povzročijo to, da se debelost seveda v okolju dnevnega prehranjevanja in pa visokokalorične hrane toliko prej izrazi in v takem večjem številu. No in če pogledamo nekoliko nadrobneje vaše ugotovitve, kako pa pojasniti lastnost, debelost, vitkost, to dubleto, mislim, ki sta odvisni od genetskih zasnov in najbrž okolja samega. Nekaj ste že o tem rekli. Pa me zanima, bi lahko nekoliko nadrobneje predstavili vašo raziskavo, na osnovi katere ste prišli do tega? No, če se najprej osredotočim na vaše prvo vprašanje, ko govorimo o ekstremni debelosti in ekstremni vitkosti, gre v bistvu za ekstrema ene in iste lastnosti. To je nalaganje maščevja, procent telesnega maščevja. Torej, ekstremno debeli predstavljajo en del populacije na eni strani porazdelitve, medtem ko vitki na drugi strani porazdelitve. Večina teh kompleksnih lastnosti je pa prav zaradi genetskih dejavnikov, ki jih bom prav pojasniti, nekje okrog poprečja. To zapravo večina ljudi ima neko poprečno višino, manj jih je proti ekstremu, manj je zelo visokih, zelo nizkih in pa isto je pri debelosti. Tako da, če me sprašujete, kako to definiram, je pravzaprav je to tisti del populacije, ki je pač na ekstremih te normalne porazdelitve sicer ene lastnosti. Zdaj, zakaj so na teh ekstremih? So pogotovo lahko seveda okoljski dejavniki, genetike pa seveda ugotavljamo, da so tudi genetski dejavniki. Namreč na debelost vpliva veliko število genov, za večino še seveda jih ne poznamo, še manj jih poznamo na tem drugem ekstremu, za vitkost. Zato je bil tudi ta naš verjetno odkritje tukaj odmevno in objavljeno v taki prestižni reviji. In če si predstavljate zdaj ta ekstrem, recimo izredno debelih ljudi, jih lahko tako poenostavljeno gledano tolmačimo, kot da so podedovali veliko število genov, ki vsak malo dodajo k neki pozitivni, torej k večjemu nalaganju maščevja, kot bi sicer en poprečen osebek pričakovali. Medtem ko na tej vitki strani lahko rečem, da imajo v povprečju podedovane bolj vitke alele. Gotovo je pa seveda tudi okolje tukaj prisotno. Ampak v povprečju se to ugotavlja in to se v živalskih poskusih in pa tudi študij pri ljudeh, enojajčnih dvojčkih, dvojajčnih dvojčkih, se to izredno pozna na teh študijah, da so enojajčni dvojčki, kar se recimo debelosti tiče, nagnjenosti k debelosti, precej bolj nagnjeni oba enojajčna dvojčka, ker imata enak genom. Ponavadi razvijata isti fenotip, medtem ko dvojajčna dvojčka ne, ker imata polovico genov po poreklu identičnih. Tako da v humanih študijah je to en tak prvi dokaz, da je recimo debelost precej pod dednimi vplivmi. Nekako 40 do 60%. 7 let mislim, da ste delali to raziskavo, ne? To je kar dolga doba.
Ja, lahko rečemo, da je dolga, vendar v takih raziskavah genetskih, kjer gremo pravzaprav od fenotipa, da rečem ene debele pa ene vitke miši do dejansko nekega vzročnega novega gena, to ni popolnoma nič novega. Tudi druge raziskave podobnega tipa so trajale podobno dolgo. Če greva nazaj v leto 1995, prvi gen za debelost, leptin, ki je bil odkrit in je pravzaprav odprlo na čisto novo področje raziskovanja. Jaz sem sledil to še kot študent, tista raziskava je trajala 10 let na enem mutantu, ki je bil povzročil ekstremno debelost. Je pa res, da so bile takrat orodja, tudi genomska orodja za raziskovanje. Delali ste na tem inštitutu Roslin, ne? Tudi na Roslin sem delal, ja. Torej, zakaj 7 let? Ja, kot sem rekel, že sama narava dela, to se pravi, kako z genetskimi pristopi naprej omejiti, prideti v tem velikem polju genoma na eno samo odsek, traja 3 leta, ker potrebuješ načrtna križanja 3 generacij. Čeprav smo to delali pri miših, kjer je to malo hitreje, vse 3 generacije kar nekaj časa traja. Že to je 2 leti, samo da genetsko populacijo, potem je to treba obdelati in potem poskušati ugotoviti, kaj je v tistem odseku in kaj ta gen počne. Zato so to v bistvu relativno dolge faze raziskovanja in zahtevajo svoj čas. No, ampak uspelo vam je nekako izčistiti ta problem, oziroma gen kot tak. Tako. Veste, kaj me še zanima, ko ste govorili, mislim, zelo nazorno pokazali, kako se je recimo ta gen izražal, recimo, ali pa ne v recimo časovnem obdobju človeka. Pa me zanima, kako bi pojasnili pa recimo nekatere specifične zgodovinske okoliščine, recimo vojne, lakote in tako naprej. Kaj se je pa takrat zgodilo z njim? Ja, s samim tem genom v takih okoljskih vplivih mislim, da se kaj dosti ni zgodilo. Ta gen je bil poznan prej kot encim, ki razstruplja cianid, kateremu smo mi z določeno hrano vedno podvrženi. In prav naše odkritje je bilo pač novo v tem, da smo ta gen povezali zdaj s popolnoma nekimi novimi lastnostmi in delovanju v metabolizmu, kjer noben ni pričakoval. Zdaj, v dolgem evolucijskem obdobju ste me vprašali, gen je izredno evolucijsko ohranjen, prisoten je v vseh deblih, do bakterij, in je ta encimska aktivnost prav prenosa žvepla, ki med drugim tudi razstruplja cianid, očitno evolucijsko zelo pomembna. Torej, jaz mislim, da v časovnem obdobju je bila to neka lastnost preživetja. Pač, kot sem že prej omenil, prehranjevalne navade so bile milijone let, 100.000 let zelo drugačne. Takrat, ko je bil človek prisiljen, recimo, jesti tudi hrano, ki je bila mogoče bolj bogata na cianidih. Imate recimo gomolnice, mlečnice, ki so zelo visoke na cianidih, tapioka, mandeljni in take zadeve. Če to človek redno je, potrebuje ta encim, da v bistvu ne pride do akutne zastrupitve. Danes recimo še v tem tropskem pasu veliko zaužívajo tapioke kot glavni vir energije. Te gomolnice jih morajo pripravljati na poseben način, da se pravzaprav znebijo cianida, in še vedno so prisotne tudi kronične zastrupitve s cianidom. Tako da, kar se tega bolj
krajšega evolucijskega časa tiče, mislim, da je bil ta encim. Recimo vojne, ne? Takrat ni bilo. Recimo, dobro, zdaj govorite o vojni, ja, ampak če gledava evolucijsko gledano, sigurno, ja, takrat so neke prisile, da ljudje jejo pač tisto, kar imajo. Ne? In gotovo ni to neka uravnotežena prehrana in mogoče tudi termično neobdelana, mogoče nepravilno pripravljena in gotovo, takrat so bili izpostavljeni večjim, recimo, količinam toksinov, tudi cianida. Vendar, če gledamo pa še bolj nazaj, ne, kaj pa zdaj ene bakterije, tukaj pa razmišljamo o tem, da je pač ta reakcija prenosa žvepla bila zelo pomembna, mogoče v zgodnjih evolucijskih obdobjih razvoja Zemlje, recimo tudi, ko še ni bilo kisika, so se žveplove spojine uporabljale kot vir energije. Ne. To bakterije še danes počnejo. Ne. Tako da tega v bistvu ne vemo, kako da je ta encim tako v bistvu evolucijsko ohranjen ostal. Kar je pa zanimivo je, če pa primerjamo ta encim tudi z bakterijskim, vidimo, da je recimo pri sesalcih podvojen, en del proteina je podvojen in mi menimo, da je potem s časoma prevzel ta drugi del še eno drugo funkcijo in to moramo zdaj raziskati v naslednjih raziskavah, kaj je to tisto novo, kar še ta encim počne, da lahko razložimo tudi te antidiabetične učinke, ne, vplive na metabolizem v mitohondriju, ki smo mi pokazali. Se pravi, ena raziskava odpira polje. Več novih. Več novih, ne. Ko ste omenili nivo TST-ja oziroma TST-ja, ki je povišen v maščobnem tkivu pri vitkih ljudeh in obratno, znižan pa pri debelih ljudeh, ki pogosto trpijo tudi za sladkorno boleznijo tipa 2. No in te ugotovitve odpirajo nove aplikativne možnosti zdravljenja debelosti oziroma tega tipa diabetesa. Ne? Ponujajo ta dejstva realne možnosti, so se svetovni ali pa naši diabetologi že kaj odzvali na to? Ja, mi menimo, da čeprav gre za temeljno raziskavo in ko je pač odkrit nov gen, nekaj nove področje, mi menimo, da smo vendarle pokazali, da obstajajo realne možnosti za razvoj terapij oziroma učinkovin, ki bi recimo delovali na to novo tarčo. Namreč eden od naših poskusov je bil tudi pokazati, da s aktivacijo tega gena dejansko dosežemo antidiabetične učinke in diabetologi, kot ste omenili pri nas, so se odzvali, torej skupina profesor Batelina z pediatrične klinike, s katero že sodelujemo, se pogovarjamo o nadaljnjih korakih. Tudi ravno včeraj sem imel razgovor z kirurgijo na abdominalni kirurgiji, kjer zdravijo te ekstremno debele ljudi o možnosti sodelovanja. Tako da pri vsakem takem novem odkritju je pa vedno seveda potrebno jeti po vrsti, kako pride do zdravila. Tukaj so preverjanja klinične faze 1, 2, 3, kar traja gotovo dolgo časa, 10 let. Vendar, kot pravim, sem en tak realen optimist. Prvič, ta TST gen, kot smo pokazali, je regulabilen, to se pravi, da je neke vrste tarča, kjer je z pravzaprav relativno majhnim povišanjem izražanja možno doseči relativno velike pozitivne učinke. Tako na vidkost, predvsem pa antidiabetične učinke. Tako da, če bi lahko razvili nove učinkovine, ki bi tarčno in varno vplivale na povišano izražanje tega gena, menim, da so možnosti za razvoj novih in učinkovitih terapij, vsaj dodatnih za diabetes, realne. Nedavno sem na BBC-evem portalu
zasledila neko oddajo, kjer se ravno tako ukvarjajo recimo s problemom predebelih ljudi in v Združenih državah je menda že to 60+ % predebelih. Pojavila se skupina zdravnikov, ki ponuja neke nove metode, neinvazivne metode skrajšanja ali odščipne ali pa zavezovanja želodca in pravijo, da seveda ne gre zdaj tu samo za teh, ki so res ekstremno debeli ljudje, ampak tudi za tiste se ponujajo recimo možnosti, ki imajo samo 10% viška maščevja. Kako vi razmišljate tu? Ja, to je... Da vas nekdo ne prehiti v tem. Tukaj... Ne, ker vi ponujate seveda popolnoma drug način, ne? Mislim, možnosti, ki se odpirajo, ne? Tu pa nekdo skoči recimo s komercialnimi metodami, ne? Ja, zdaj, če sem prav razumel, gre verjetno za bariatrično kirurgijo, kjer v bistvu z nekim operativnim posegom naredijo obvod mimo želodca ali pa zmanjšajo volumen želodca. To je pravzaprav že uveljavljena metoda, ki se izvaja tudi pri nas na kliničnem centru in mislim, da v Slovenj Gradcu in se izvaja predvsem za te ekstremno debele ljudi, pa mogoče tudi ljudi s prekomerno telesno težo, ki imajo probleme s temi pridruženimi boleznimi, kot je diabetes. To je zelo učinkovita metoda, ker očitno ne gre samo za zmanjšanje volumna, ampak ta operacija povzroči tudi take pozitivne spremembe hormonske, da tako rečem, ki ugodno vplivajo tudi na privzem glukoze, inzulinsko občutljivost. Tako da jaz ne bi rekel, da gre tu za neko kompetitivno, to gre za popolnoma uveljavljeno metodo, ki je zelo na mestu. Zdaj to, kar ste rekli, da bi to počeli pa že pri normalno težkih, če sem... Ja, če je 10% maščevja recimo pri človeku preveč, zdaj seveda, ki je zdaj ta norma, ne? Ja, mislim, da obstajajo mednarodna pravila, če sem prav razumel, prav kirurginjo, docent Pintarjev, s katero sem se pred njimi pogovarjal, mislim, da so neka pravila, kjer ne grejo pod indeks telesne mase 28, če ima človek že zelo razvit diabetes. Ne poznam pa teh priporočil mednarodne organizacije oziroma kakšna so pri nas podrobno. Torej, jaz bi rekel, da če tako razmišljam, pri teh, ki imajo nekoliko prekomerno težo, pa da še ni teh pridruženih bolezni, se mi to zdi verjetno nepotreben poseg. Je pa to ena od metod in debelost je tako kompleksna stvar, da mislim, da je potrebno jo, da rečem, napast iz različnih kotov, tako da ne vidim nič slabega, da se razvijajo novi pristopi, nova zdravila in da tudi te operativni posegi naredijo svoje tam, kjer je to primerno. No, seveda, razmislek recimo te vaših ugotovitev napotuje tudi na to, kako bi se recimo v takem primeru odzvala farmacevtska industrija, glede na to, da se vedno pogosteje poudarja, da razvoj vsakega novega zdravila veliko stane in tudi traja dolgo, cirka 10 let ali več. Mnoga nova zdravila se tako postavljajo pod vprašav in žal tudi tu neka tržna logika deluje. Ja, konkretno razmišljal o tem našem dosežku, ne bi vedel, sem pa pripričan, da se pogovarjajo. Zdaj, tudi tukaj sem malo optimist, da bodo v bistvu razmišljali v smeri razvoja kakšnih novih učinkovin. Zakaj? Zato, ker debelost in pa te pridružene bolezni so danes
ubijalke številka 1, če gledamo se pravi, bolezni, ki niso povzročene zaradi infekcij, ne samo, da so pač ubijalke, ampak tudi izredno znižajo kvaliteto življenja, delovno sposobnost ljudi. Tako da, če gledam, tako je z vidika tržne naravnanosti, tu gotovo je ena niša, pomagati tem ljudem z nekimi zdravili, ker je pač ljudi veliko in ker se to ne pozdravi recimo tako na kratek rok, kot pri antibiotikih. Pri antibiotikih mislim, da je ta problem, da razvoj zdravil poteka izredno dolgo, potem pa v bistvu človek jemlje tista zdravila relativno kratek čas in farmacevtska industrija ne dobi mogoče nazaj vsega tistega, kar je vložilo v razvoj. Finančnik ni najbolj. Tako da tukaj bi rekel, da bi se če bi neka učinkovina recimo res pozitivno delovala na diabetes ali pa celo pomagala pri nekem zdravem hujšanju, tako ne vidim razloga, zakaj to ne bi bilo tudi tržno zanimivo. Tako da bomo videli, kako se bo odzvala. No še nekaj, mislim, apropo farmacevtska industrija, če pustiva ob strani, se mi zdi, da bi lahko s pridom te vaše ugotovitve izkoristila tudi del druge industrije, ki hrani idejo lepote in pa modne industrije po doseganju vitkosti. Imate vi tukaj še kakšen komentar? Ja. Torej, zaenkrat pač zdravila na podlagi tega odkritja ni. Mi smo sicer pokazali, da lahko z enostavno soljo tiosulfat na živalskem modelu precej izboljšamo diabetes tipa 2. Zdaj, seveda se danes pojavlja na internetu ogromno teh podjetij, ki prodajajo razna prehranska dopolnila. Zdaj, če bojo to izkoristili, da bodo začeli prodajati neke naravne produkte, recimo, kjer je ta sol prisotna, upam, da ne, ker tudi, kot sem omenil, zdravniki uporabljajo tiosulfat pri akutnih zastopitvah cianidov. Nisem pa zasledil nekih kliničnih poskusov, kjer bi ljudi izpostavili zelo dolgoročni jemanju, recimo, te soli. In zdaj, ker ponujati to sol in obljublja, da bo nekdo vitek in izgubil diabetes, se mi zdi pač neetično in neosnovano. Je pa res, da se danes na internetu prodaja vse mogoče in regulativa se tukaj zdaj tudi malo izboljšano, da so začeli prepovedovati recimo pri teh prehranskih dopolnilih, ki niso na recept, da bi se zraven reklamirale neke učinki na zdravje, če te niso dokazane. Tako da je pa vedno nekaj te sive ekonomije in upam, da se ne bo to pojavilo. Kaj bi pa vi kot znanstvenik svetovali nam laikom glede prehrane, ki pa če živimo, kot ste že prej rekli, v svetu preobilja, čeprav redko pomislimo na možne zdravstvene zaplete. Zaskrbljujoče pa je seveda ob tem, da zdravniki opozarjajo, da število otrok s prekomerno telesno težo narašča in se o kakršnih koli posledicah ne razmišlja. Ja, to, kar ste nazadnje omenili, je res in prav naši sodelavci na pediatrični, mislim, da so objavili nek podatek, da je to v porastu, mislim, da celo 20% otrok že prekomerno težkih in pa debelih. To je problem, to je gotovo problem. Zdaj, če ostanemo pri otrocih, je dodaten problem, da v bistvu izpostaviš otroka tem, imenujemo ga debelostnemu okolju, to se pravi okolju, kjer se otrok ne giblje, kjer poje višek kalorij in še te kalorije so v bistvu, da rečem, slabe, večinoma iz enostavnih sladkorjev. In kar znanstveniki ugotavljajo, je, da posebej pri otrocih, ki so pač v predpubertetnem obdobju izpostavljeni temu debelostnemu okolju, se zgodijo še ene spremembe, ki jim rečemo epigenetske spremembe zaradi prehrane.
To so spremembe, kjer se dedna informacija, sicer sama koda ne spremeni, se pa kemijsko malo spremenijo določeni dedni zapisi in potem, ko recimo ta otrok bi želel shujšati, se začel gibati in tako naprej, ima precej več težav spraviti telesno maso pod kontrolo, ker se prav te epigenetski značke in mi rečemo, nekako se celica kar to zapomni in ko se deli, se določeni geni prav v metabolizmu nekako iz celice, iz delitve celico v novo celico prenaša v življenju tega otroka naprej. Torej, hočem povedati, je zelo težko, kako? Tudi potem lahko v potomce. Tudi transgeneracijsko so pokazali, nažalost, eksperimenti na ljudeh, ki seveda niso bili načrtovani, recimo Druga svetovna vojna, če ste slišali za ta primer, se je opisan v eminentnih medicinskih revijah. Torej, analizirali so nosečnice na Nizozemskem med Drugo svetovno vojno, ki so bile, ko je bila pač okupacija Nemcev, mislim, da so populacijo držali okrog na 500 kalorijah, to se pravi kos kruha pa voda, izredno nepravilna in nizkokalorična prehrana in tiste ženske, ki so bile izpostavljene tej lakoti, so potem sledili potomce 2-3 generacije in so opazili prav te epigenetske spremembe in pa povišen rizik za razvoj metabolnih motenj, kot je diabetes 2, imeli so v povprečju višjo telesno maso in druge pridružene metabolne bolezni. In zanimivo je, da je sicer ta učinek potem nekako izvenel do 3. generacije, ampak kako, bi rekel, se je genom zapomnil po 3 generacijah, kaj je prababica doživljala med vojno, to se pravi, ko je nosila tistega otroka, ta mehanizem še ni jasen. Je pa jasno iz živalskih poskusov in pa tudi iz ljudi, da te epigenetske spremembe sploh v tem otroštvu imajo negativen vpliv. Tako da je treba še posebej biti pozoren pri seveda prehrani otrok, jasno tudi pri odraslih, ampak pri otrocih, ki se razvijajo dolgo časa, se veste, možgani se razvijajo še po puberteti, prednji reženj in tako naprej, je ena uravnotežena, pravilna prehrana gotovo ena dobra investicija za dolgo in zdravo in kreativno življenje. Zdaj, tukaj lahko naredimo, vprašali ste me, kaj narediti v tem, kaj v prehrani narediti. Ja. Vsi vemo, da je seveda uravnotežena prehrana in pa zdrav življenjski slog, to se pravi veliko gibanja, mogoče malo manj stresa, da so tiste stvari, s katerimi lahko največ naredimo. Glejte, genetika debelosti, vitkosti je šele na začetku. Kot sem omenil, šele 95 let je bil prvi gen odkrit, tako da tukaj kakšnih čudežnih zdravil prav hitro ne bomo mogli dobiti. Sem pa optimist, da bomo kmalu razvozlali te glavne točke genetske, kjer bomo lahko vsaj na začetku tistim najbolj bolanim pomagali. Ampak gledano za eno široko populacijo, lahko posameznik, predvsem pa družba največ naredi na tem področju okoljskem, da znižamo to debelostno okolje. In tukaj je velika krivda, bi rekel, tudi države, kot je tudi naša, da ne v bistvu uveljavlja politika, kjer bi spodbujala zdrav življenjski slog in predvsem naredila uravnoteženo, kvalitetno prehrano cenejšo. Zelo enostavno je kritizirati neko družino, ki ima minimalne osebne dohodke in hodi vsak dan družino nahraniti na
na hitro hrano, polno slabih ogljikovih hidratov in če pa ta družina pravzaprav nima denarja za en zrel govej izrezek, piranski brancin, češnje, to bi lahko država obrnila. Ko bodo ta živila poceni, pica pa napolitanke in sladke pijače pa zelo drage, sem prepričan, da bojo posegali po teh zdravih, kvalitetnih in raznovrstnih živilih. Tako da tukaj sem izredno kritičen do države, ki se pač obnaša, ker določene države že kažejo, recimo, da se to da obrniti. Skandinavske države, one so recimo z alkoholom najprej začele, če ti obdavčeš izredno alkohol, tudi tobak, če gledamo, tudi je neka uspešna zgodba, vseeno, bolj obdavčen, kampanje proti kajenju, kajenje se zmanjšuje, ne vem zakaj tukaj, vem pač, tukaj so v zadju interesi, velik denar, kapital, Tako da po eni strani, imamo tukaj veliko odgovornost posameznike, ampak kot sem rekel, imamo tudi socialne probleme, pa predvsem na izobraževanju se premalo dela. Ljudje mislijo, da ogromno vejo o prehrani, ampak ko greš pa majčkeno pogledati, kaj res vejo, pa vidiš, da so to v bistvu neke stvari iz tiska, iz internetnih strani, ki niso recenzirane, ki prodajajo neke resnice. Tako da tukaj polagam predvsem na izobraževanje in pa na državo, da nekaj ukrene, da se ta trend debelosti in pa teh metabolnih motenj počasi začne obračati nazaj. Profesor Horvat, o vsem tem, kar ste povedali, seveda še eno vprašanje, ki je vezano recimo na prihodnji razvoj. Poglejte, danes so pričakovanja sintezne biologije res velika. Zato vas pa sprašujem še enkrat, če bi lahko na osnovi ugotovitev in pa znanj, kamor sodi tudi ta vaše in pa vaše odkritje oziroma spoznanja, pripravili nove teorije diabetesa, povezane z debelostjo, kar bi seveda olajšalo mnogim življenje in pa učinkovite reševalo omenjen zelo razširjen zdravstveni problem v svetu, ne samo pri nas. Hvala za vprašanje. Sintezna biologija je res nek novejši pristop razvijanja novih orodij in pa terapij, ki niso vezana mogoče samo na tisto klasično farmakološko iskanje učinkovin in molekul, ki vplivajo na določeno tarčo, recimo gen ali protein. Če mogoče sam pojasnim, sintezna biologija je zelo interdisciplinarna področje, ki združuje tako biotehnologijo, medicino, biološke in pa predvsem inženirske vede, da z namenom, da naredi neke vrste molekularne naprave, torej sestavljene module iz bioloških aktivnih molekul, recimo DNA, proteinov, ali pa na drugi strani, da spremeni celice tako, da te celice delujejo kot neke vrste naprave in ima za cilj med drugim tudi aplikacije v medicini. Zdaj, tu na Kemijskem inštitutu, ker sem tudi zaposlen na odseku za sintezno biologijo in imunologijo, je pod vodstvom vodje profesorja Rale sintezna biologija že pravzaprav nekaj časa zdaj paradna disciplina in razvijamo orodja različna, med drugim tudi v zadnjem času za zdravljenje oziroma za potencialne nove pristope zdravljenja diabetesa. Želimo za orodji te nove tehnologije CRISPR-Cas, ki je zdaj zelo obetavna, vplivati na izražanje genov, tako da bi recimo določeno celico spremenili v en drug tip celic. Konkretno recimo pri diabetesu tipa 1 in drugih avtoimunih boleznih je zelo pogosto, da imamo
nekih slabih imunskih celic, ki napadajo recimo naše molekule, recimo pri diabetesu napadajo celice, ki izločajo inzulin, več kot nekih celic zaviralk, rečemo jim regulatorne te celice, in to porušeno razmerje vodi do tega, da počasi recimo celice trebušne celinovke propadajo in da se potem razvija diabetes. Z temi orodji sintezne biologije, kot rečeno, želimo vplivati na določene gene v teh slabih efektornih celicah, da bi jih spremenili v te dobre regulatorne in to teže spostavili nazaj. V konkretnem primeru tega novega odkritja TST pa tudi razmišljamo, da bi sintezno biologijo uporabili na isti način, da bi vplivali na izražanje tega gena specifično v maščevju in mogoče s tem povzročili te ugodne učinke na boljše metabolno zdravje maščobnega tkiva in pa na te pridružene pozitivne antidiabetične učinke. To bo zdaj tema nadaljnjih raziskav in upamo, da bomo uspešni. Tudi večletnih, ne? Tudi večletnih, gotovo.